Drage gledalke, spoštovani gledalci, dober večer. Sem Bojan Požar, vi pa gledate oddajo Faktor na TV3. In kot že veste, resnica boli, komentarji še bolj. Pa smrt sovražnemu govoru in svoboda narodu. Slovenija je postala in je danes edina država na svetu, kjer sta šefici policije in vojske dve ženski. To sta Tatjana Bobnar in Alenka Ermenc. Zdaj pa slovenskim državljanom vendarle še ni povsem jasno, ali sta gospe Tatjana in Alenka res najboljši kader za varnost države, ali pa je Slovenija samo prva dežela novega ženskega trenda. No, danes pa bomo komentirali najnovejše množične proteste v Franciji, ki pa se že malo širijo tudi po Evropi. Demonstracije tako imenovanih rumenih telovnikov. In kaj lahko to rumeno gibanje pomeni za celotno zahodno Evropo in seveda tudi za Slovenijo. Z menoj sta naš stalni komentator Rado Bezdir in profesor Boštjan M. Zupančič, nekdanji sodnik Evropskega sodišča za človekove pravice ter odličen poznavalec Francije. Rado, profesor Zupančič, lepo pozdravljena. Dober večer. Zdaj, predno preidemo na rumene telovnike v Franciji, bi vaju oba rad vprašal, če ste mogoče spremljali današnjo razpravo pri predsedniku države Borutu Pahorju na temo svoboda govora, boj proti sovražnemu govoru. Jaz sem jo spremljal. In kakšen je vaš vtis? Tako sporadično. Moj vtis je, da se je poznal, da mene ni zraven. Zakaj pa vas ni zraven? Oziroma, zakaj vas pa ni bilo zraven? Zato me niso povabili. Ampak keč je v tem, da so vsi govorili o Evropskem sodišču, levi... Vas pa niso povabili, ja? Ja, seveda. In potem so lahko govorili, kar so hoteli, zato ker mene ni bilo zraven. Tako da tisti na levi so potvarjali dejstva, zlasti Neža Kogovšek Šalamon, tipično, je govorila o tem, kako je Evropsko sodišče prepovedalo izjavljanje o holokaustu in tako dalje. In potem je to enostavno posplošila na celotno jurisprudenco, se pravi sodno prakso Evropskega sodišča, pa take stvari so se dogajale. Skratka, mislim, da je bil Avbel od tistih, ki so se oglasili, še najbolj artikuliran, moram reči. Ja. Ampak, profesor Zupančič, to še vprašam, pred dam besedo Radotu. Zdaj, zakaj pa povedali ste, da vas niso povabili, se tam vas ni bilo, ampak zakaj vas niso povabili? Zakaj vi mislite, da vas niso povabili? Zato, ker sem persona non grata, to me sploh ne preseneča. Mislim, če si človek v tej državi vzame pravico govoriti o resnici, potem bo avtomatično postal, recimo temu milo, nepriljubljen, pri oblasteh. Ampak jaz si še nisem pogledal te debate, se si jo bom približno 3 ure in pol je dolga. To me še zanima, vi ste jo pogledali celo, če sem prav razumel? Ne, jaz sem pogledal izseke, pač od tistih ljudi, ki bi eventualno imeli kaj interesantnega za povedati. Rado, tudi ti nisi bil povabljen, ne? Ne, mislim, ni presenetljivo, ker jaz se s tem področjem ne ukvarjam. Ampak imaš pa svoje mnenje okoli svobode govora, pa sovražnega govora? Ja, jaz imam svoje intimno mnenje in zame so se te debate irelevantne, ker meni gobca ben ne bo zaprl. V redu, Rado, ampak pa mi to povej, zakaj pa je tako, kako bi rekel, tako splošno vznemirjenje, oziroma toliko se o tem govori in toliko se o tem piše in toliko se to komentira? Je to finta ali kako? Ne, jaz mislim, da je izbruhnila ena histerija, ki je podlaga tudi neke negativne selekcije tretjerazrednih bedakov v javnem prostoru, ki bolj elaboriranih in abstraktnih tem, ki nas zadevajo, ne znajo opredeljevati in potem se tržijo s to svojo histerijo. Izkazalo se je, da je histerija sovražnega govora nekaj, kar te lahko zelo hitro ponese v vrh politične orbite, posebej na levici je zelo zaželjeno, če se naučiš 15 papagajskih stavkov in potem tvoja kariera naglo napreduje kot zgled velikega pravičnika. In tudi, naprimer, tako kot Domen Savič, večkrat izpostavljen, dobiš celo eno bizarno pravico, zelo svinjati v javnosti in zelo sovražno govoriti. Koliko časa pa, vprašanje sicer za oba, pa mislite, da bo zdaj trajala ta histerija? Ne, moja teorija je drugačna. Moja teorija je, da ta histerija dejansko se dogaja zaradi tega, ker se prvič po dolgem času ti nosilci oblasti oziroma nosilci ugovora zoper sovražni govor počutijo ogroženi. Zdaj smo prišli do točke, kjer sta jih Twitter in Facebook dejansko ogrozila. Tega monopola nad mediji ni več. In v Franciji, recimo pa v Ameriki, pa drugje to, kar se dogaja na Twitterju, ne predstavlja nobenega problema. Pri nas so se pa ustrašili.
Da so ustrašili zaradi tega, ker se imajo. Zakaj ustrašiti? Dobro, vse to je tema za posebno oddajo, pa mogoče več oddaj. Tako da bi jaz predlagal, da gremo zdaj na Francijo in na rumene telovnike, pa bi prosil potem kolegico Mancovo režiji, da nam spusti še en video, si ga pogledamo, potem gremo pa k debati. Okay. The government says these were the most violent protests in Paris in over 50 years. On Saturday, 133 people were injured and more than 400 were arrested. The movement began 3 weeks ago on social media. The taxes are designed to push drivers off the road to lower emissions. But people who can't afford to live in cities see it as a tax on the poor. Macron's Interior Ministry responded to the violence by deploying almost 70,000 officers, including 5,000 in Paris. By the afternoon, violent protesters were flipping cars and setting them on fire. In the centre of Paris, they smashed windows and attacked cafes and shops. Macron returned from the G20 in Argentina to take stock, but the government is preparing for more protests. Dobro, videli smo zdaj to nasilje na francoskih ulicah oziroma pariških ulicah, na koncu pa predsednika države, gospoda Emmanuela Macrona. Ampak zdaj, če gremo v debato, rumeni telovniki, ne, Gilet Jeunesse, a sem pravilno prevedel, oziroma povedal? Gilet Jean. Aha. In zdaj, a je to pravilen prevod, rumeni telovniki? Telovniki je pravilen prevod, Jopiči pa ni pravilen, ker Gilet je labels, je telovnik. Zdaj, vi ste odlični poznavalec Francije, gospod profesor Župančič, ampak, koliko vem, imate tudi francosko državljanstvo, drži to? Ja. Aha, ker vidim pa izjemno spremljate to francosko sceno, ne? Ja, ker mi je tudi izredno v tem smislu zanimiva, pa ker imam srečo, da sem naročen na Le Figaro, ki je verjetno najboljši časopis ta čas. In zdaj, če nam lahko poveste to, recimo ta historija, to zgodovino teh rumenih telovnikov, kakšno je pravzaprav to gibanje? To gibanje nima nobenega historijata. To je najbolj spontano. Razen Facebooka, ne? Kako? Ja, razen Facebooka, jasno. Ampak to je lepa paralela tistim, kar se je dogajalo v Mariboru. V začetku je to revolt. In zanimivo je tudi, da je bil revolt tudi zoper radarje. Od 3000 francoskih radarjev so jih oni onesposobili 1500, se pravi. V Parizu? Ne, po celi Franciji. To je bila kaplja čez rob, koliko so bili radarji v Mariboru, neka kaplja čez rob, če se dobro spomnim. In stvar pa izgleda ekonomska, to bo gospod Pezdir boljš morda povedal, ampak je pa tudi socialno-psihološka, ker ljudje zelo negativno reagirajo na ta patološki narcizem svojega predsednika. To se pravi, zgodovine ni nobene, ne? Razen pač nekaj dni življenja na Facebooku. Ja. Kaj pa z, kako rekel, politično filozofijo, ne? Teh rumenih telovnikov oziroma z liderstvom teh rumenih telovnikov? Ja, tle morate videti eno stvar. Ne? Italija je pred drugimi zahodnimi evropskimi državami vedno 2-3 korake naprej. In to, Italija? Italija. Pač, ker imajo tudi višji kvocent najbrž. V glavnem, oni so to gibanje 5 zvezd ta prav čas organizirali in to gibanje politično potem skanaliziralo to nejevoljo ljudstva, te tihe razjarjene večine in se je zdaj politično enostavno udejanja. V Franciji pa tega ni bilo. In če nimate evolucije, kot je rekel Kennedy, potem imate revolucijo. In to se dejansko dogaja. Ne? Bi pa še enkrat poudaril, da revolt v Mariboru mogoče ni bil predvsem zaradi Kanglerja, v Franciji pa je v veliki meri zoper Macrona, zato posod vidite ta gesta Macron démission, Macron en prison, se pravi Macron stopi z položaja, Macron v arest in tako dalje. Ampak zdaj, vseeno ne, za to mariborske vstaje, pa kasneje potem tiste vse slovenske vstaje in tako dalje, se je pokazalo, da so bile nekako politično motivirane, dirigirane in tudi organizirane, ne? A je to tudi velja za Francijo? Ne, tam to sigurno ni bilo. Država bi si zelo želela imeti eno tako teorijo zarote, komplota, kot pravijo Francozi. So tudi neki poskušali v tej smeri, ampak ne, ni bilo, to je popolnoma spontano. Ljudje imajo enostavno vsega dosti. Rado, kako pa ti gledaš na to njihovo, na to gibanje? Jaz vsekakor nisem taka avtoriteta na področju analize francoske družbe kot
moj cenjeni sogovornik. Tisto, kar je meni zanimivo, je z ekonomskega vidika očitno sporočilo, da je francoski model zašel v težave, iz katerih ne more več ven. In dejansko je to nekaj, kar se je napovedovalo že dolga leta. Zdaj Francija v deležu BDP ima nadproporcionalno količino pobranih davkov, hkrati ima tudi nadproporcionalne socialne transfere glede na ostale države Evropske unije, vendar se je izkazalo dvoje. Ta prvo, če pobereš veliko sredstev, ne, to še ne pomeni prvič, da boš imel učinkovite javno administracijo, kar jo Francozi očitno nimajo, in to je ratu velik problem v Franciji, tudi za odmikom administrativnega okvirja iz manjših mest. Po drugi strani se pa je izkazalo, da te socialni transferi, ne, ki so nadproporcionalno visoko pobrani, so potem zelo razpršeni in zelo enakomerno distribuirani po francoskemu prebivalstvu, s čimer pa nič ne pripomorejo posameznikom. Se pravi, posameznik se znajde v družbi, da z visokimi davki se pač strinja za socialno državo, vendar socialna država za njega vse slabša. In seveda ta bencin in davek na trošarine, ki se nam zdijo mogoče tako malo absurden razlog, to v Franciji ni. Jaz mislim, da bo moj sogovornik potrdil, zaradi tega, ker bencin je tam toliko drag ratu, da ljudje enostavno si niso mogli več privoščiti normalnega potovanja do delovnega mesta. Naprimer iz bližine Pariza, recimo razdalja, kaj jaz vem, kakšen Koper, Ljubljana, ne, stane prevoz z lastnim avtomobilom že 2000 evrov za gorivo. In to je... Za mesec dni, ne? Tako je, ne, in ob obdavčitvah, ne, in praktično neobstoječem administrativni upravi v marsikaterem manjšem kraju, je to ljudi stisnilo do kraja. In mislim, da to govori o tem, da so Francozi prišli praktično do konca z ekonomsko politiko, kot so jo vodili. Odkot pa ta, vprašanje za oba sicer, odkot pa ta tradicija francoska, te količine pobiranja davkov? To je etatizem, ne? Francija je verjetno najbolj etatistična država na svetu, ima mislim, da 12 milijonov državnih uradnikov, tako zvani funkcioner. In a to deluje ali ne, po mojih izkušnjah, drugmu delajo del, tako kot pri nas ti birokrati, ne? Ampak še kar deluje, ni tako slabo kot pri nas. In ljudje so seveda, moj kolega da popolno pravilno analizo, ekonomsko, ne? Zdaj so pa seveda drugi razlogi. Vi zdaj med temi razlogi omenjate tudi to osebnost, ne? Predsednika države Macrona, ne? Ja. Torej, Macron je patološki narcis iste vrste, kot jih poznamo tudi pri nas. Da bom našteval ime in se vsi vemo, o kom govorimo. Ja, okay. Lahko vemo, lahko pa ne vemo. Ja, mislim, prepoznate jih potem, da so očitno po svojem govorici telesa in tako dalje navdušeni sami nad sabo. Je pa zelo mlad, ne? On je še ni 42, kaj nekaj. Mislim, za predsednika tako velike države je to relativno mlad. Ja, seveda. Njega je plasiral Jacques Attali, nek intelektualc ekonomskega profila. Potem so ga zagrabili mediji, je bil na vseh naslovnicah vseh medijev, ob tem so pa diabolizirali to Le Penovo in na koncu so ljudje bolj zaradi tega, ker niso hoteli voliti za Le Penovo, volili za Macrona. Če bi se to zgodilo v Ameriki, če gremo paralelo, ne, potem bi bila izvoljena Hillary Clinton. Potem veste, kaj bi imeli danes na cesti v Ameriki. Ne. To se mi zdi zelo ključno, kar je sogovornik povedal, pa bi rad še dodatno poudaril, da Macron v resnici v tej svoji zaslepljenosti ni razumel, da so ga izvolili, ker so volili proti Le Penovi. Ja, in je dejansko mislil, da jaha na neki popularnosti, ki je ni. Čeprav zmago je relativno gladko, ne? Je gladko. V drugem krogu. V drugem krogu pa v bistvu
Mislim, zgodila se je dosti podobna zgodba, kot se Le Penom celi familiji dogajala. S tem, da mogoče je Marie Le Pen dobila še nekaj več, kot je njen oče tipično. Ampak mi je pa zanimivo zaradi tega, ker mi imamo tudi predsednika vlade, ki je bil izbran zaradi tega, ker so glasovali proti nekomu drugemu. In tudi on trpi malce za narcizmom. In taki ljudje praviloma ne znajo funkcionirati v kriznih situacijah, kar pa je pokazal Macron zelo lepo. Ker ni v stiku z realnostjo. Tako je. Mislim, tukaj pride do enega psihološkega fenomena, kjer se ego enega človeka, jaz, združi z idealnim jazom. In to lahko opazujete tudi pri naših politikih. Kar naenkrat, se pravi, manjši, ko je format osebnosti, prej bo padel v funkcijo, ga bo funkcija pokvarila. In potem se te dve združita in potem je to norost. To je v bistvu duševna bolezen, ker v nekem smislu, ker izgubi stik z realnostjo. V redu, zdaj pri tem stiku z izgube z realnostjo bomo končali, gremo na prvi oglasni blok, pa se potem kasneje vrnemo spet k debati. Dobrodošli nazaj v oddajo Faktor na TV3. Pogovarjamo se o francoskih demonstracijah rumenih telovnikov. Z menoj sta gospod Rado Pezdi in pa profesor Boštjan M. Zupančič. Zdaj, pred oglasnim blokom smo se pogovarjali o tem, pa končali debato okoli Macrona, predsednika Francije, in pa o tem, kako naj bi izgubil občutek za realnost. Pa me zanima, gospod Zupančič, ta izguba občutka za realnost, to se je pokazala zdaj ob teh demonstracijah, ali je bilo to vidno že? Meni je bilo to vidno že prej, ker moja žena je psihoanalitik, pa tudi jaz nisem bos v teh stvareh. Tako da je bila diagnoza jasna, vsaj meni že prej, jaz tudi nikoli ne bi glasoval za njega. To so nekateri opazili že prej, med njimi nekateri krasni komentatorji, Ivan Rufol od Le Figaroja, niso hoteli tega povedati. Tudi to je treba reči. Veste, v zahodnih državah, v etabliranih demokracijah zelo pazijo, da ne rušijo avtoritete, kakršna koža ona je. Tako da je bilo to po mojem veliko ljudem jasno. In zdaj, ko so se oprli direktno zoper njega, se je pokazalo, da so tudi ljudje zelo dobro razumeli, v katerem tiču grmi zajec. Ampak Macron je v nekem momentu bil nek izjemno zaželen tip politika, profil politika. Ja, recimo prejšnji predsednik vlade, zdaj zunanji minister Miro Cerar, se je javno skliceval ali pa zgledoval po Macronu, objavljal je tweete in tako dalje, kako je on slovenski Macron. Tudi Marjan Šarec je pred kratkim še v nekem intervjuju rekel, da je on tudi zdaj ta nov slovenski Macron, ampak zdaj so vsi ti potihli, in Cerar in Šarec se več ne oglasita in se ne primerjata. Kaj se je pomeni, da se je ta tip politika je prišel in se je izpeval, kako? Oziroma ta profil, Ne, mogoče bo gospod Pezdir kaj ekonomskega povedal o tem, ampak ta kontrakultura, na kateri so jahali vsi te z Merklovo in tako dalje, se je izpela. Ta kontrakultura, jaz sem bil zraven, se je začela v 60-ih, ranih 70-ih letih v Ameriki, je šla gor vse do neke abotne Hillary Clinton in potem je padla v Ameriki. Zdaj se je dogodilo tudi v Evropi. In to ne samo v Franciji, ampak, kot sem že rekel, prej v Italiji, na Nizozemskem, v Nemčiji, in druge, v Španiji tudi. Jaz to bi še povedal. Ta Macron je bil tako prestrašen med temi demonstracijami, da je na Elizejski palači stal helikopter, ki bi ga odpeljal, če bi bilo potrebno. Elizejsko palačo, se pravi njegovo rezidenco, je pa varovalo 600 žandarjev. A to mislim, tudi držijo te govorice? To je zadnji, jaz nisem dobil to iz nekega preverjenega vira, ampak po moje to ni izmišljeno. Ampak govorilo se tudi, pa vsaj na družbenih omrežjih, da naj bi imel pripravljene neka 3 letala, 3 avione za pobeg iz Francije, če to potrebno. To jaz verjamem, ker to se je de Gaullu zgodilo. Leta 1968 so de Gaulla evakuirali, ampak z helikopterjem čist do Baden-Badna, čez reko Ren. Je pa res, da je pa dobesedno zginil, ni se oglasil več dni, Ne, to ima pa on svoj timing. On do zadnjega odlaša s svojim nastopom, ko češ, da se ta tekočina prevre, potem pa on še ne nastopu, kar je neke vrste
njegova strategija, ampak tudi ta strategija ni bila ravno v stiku z realnostjo. Zdaj, Rado, ta profil politikov, ne? Macron, Cerar, recimo Šarec, ne? Tako da smo malo pač bliže Sloveniji. Kakšno je ekonomsko ozadje teh politikov? No, njihova ekonomska filozofija. No? Jaz bi kot prvo povedal, da ne verjamem, da bi Cerar in Šarec poznala karkoli v zvezi z Macronom ali pa njegovo ekonomsko politiko. Ona dva sta se enostavno kot... Jaz jih imam za človeka, ki sta slabo izobražena in slabo razgledana in se priklopta na nekaj, kar je po njuni oceni duh časa in nič drugega. Aha, moderno, v nekem momentu. Ja, tako je. Kar se pa tiče ekonomske politike... Ona dva nista preanalizirala politiko? Ne, zagotovo ne. Mislim, ni nobenega razloga, poznavajoč vsaj Cerarja, da bi trdil, da gre za neko tehtno osebnost, ki preučuje zadeve in svoja mnenja argumentira na podlagi pretehtanih analiz. Šarec se mi pa ne zdi, da bi znal dobro križanke rešiti. Mogoče sem žaljiv, ampak ne gre to v kategorijo sovražnega govora. To je že sovražni govor. Ja, kar ne gre. Ne se častijo s tem, če se hočejo. Kar se tiče ekonomske politike, spet čisto popolnoma druga zgodba. Pri Cerarju je nismo videli z izjemo bizarnega načina pridobivanja tujih investitorjev ali pa bizarnega kadrovanja in sporov, rentniških sporov na DUTB. Za Šarca pa po prvih 3 mesecih rečemo lahko, da je ugotovil, da je v proračunu nekaj več denarja, kot smo upali, da ga bo in ga pač zdaj tala. To ni ekonomska politika, to je pač človek, ki misli, da je božiček. Kar bi pa še dodal en drobec k Franciji, pa je, da bi potrdil mojo tezo o resnih težavah njihove ekonomske politike. Naprimer, napovedana gospodarska rast Francije je znašala 0,4% BDP. Bistveno manj kot slovenska. Ja, bistveno. To je evropska katastrofa, ki gre proti stagnaciji za nevarnostjo recesije. In zdaj je skrčena na 0,2%. To bo velik problem. Francija pa ima poleg tega, te nedelujoče in izjemno drage socialne države, še en problem, in sicer, ki je že zelo dolg v Franciji očitan, korporativni državni kapitalizem. Francoska politika praviloma ima rada velika, močna podjetja. To sogovornik bo sigurno bolj pojasnil, ampak oni so bili eni izmed utemeljiteljev ideje nacionalnega interesa v ekonomiji in enostavno Francija za razliko od kakšne druge države, naprimer južnega dela Nemčije ali pa Velike Britanije, ni nikoli stavila na mala, srednja, propulzivna podjetja, ampak so imeli prav radi ustvarjanje multinacionalk in mastodonov, tudi z davkoplačevalskim denarjem. Search engine za internet, njihovi Airbusi, to so bile izjemno neučinkovite investicije, ki so bile vezane na prestiž Francije. Ampak to me se še v principu zanima zdaj, kakšna je pa recimo perspektiva zdaj tega gibanja? Rumenih telovnikov? Ja. Ja, to se bo videlo prav kmalu. Lahko da zdaj zaradi mraza, da bo cela stvar malo potihnila, pa božični prazniki, ampak najkasneje januarja se bo cela spet dvignila, zato ker problem ni rešen, točno kot je gospod Pezdir to rekel. Če sem jaz se prav razumel gospoda Pezdirja, Macron je zdaj obljubil nekaj piškotkov, ne? On je zmetil 10 milijard. Razumem, ampak zdaj v tej situaciji, finančni, ekonomski, v kateri je zdaj pač Rado govoril, bo težko te stvari uresničiti, ne? To, kar je obljubil, uresničil, ampak paradoksalno je tudi to, da je on obljubil, da bojo podjetja dala vsakmu po 100 evrov od božičnice, ker je pa... Poteze državnih podjetij tudi pa nas obljubljajo vsi zdaj. Ne, kar se tiče tega, kar je rekel gospod Pezdir, ne vem, če ste na tekočem, ampak direktorja Nissan Renaulta, so Japonci aretirali. To je bilo veliko državno podjetje, to so pač ti kolosi, ki so v veliki meri ali direktno državni, ali pa nekako pod vplivom države, in tle se stvari lomijo. Moram pa povedati nekaj drugega, kar je ekonomsko zelo zanimivo. Nagrajena knjiga pred par leti v francoščini je bila, jaz se avtorja zelo ne spomnim, La Société de Défiance ali družba nezaupanja.
In medtem ko severne družbe, se pravi tudi Nemčija in skandinavske države zlasti, temeljijo na investiranju, ki je posledica zaupanja v sistem, se v južnih, tudi v Italiji in v Franciji dogaja to, da so vse investicije povezane v družinsko sfero, če se le da. Zato, ker v družinski sferi obstaja zaupanje, ki ga sicer ni. Zdaj ta nesrečni teroristični napad v Strasbourgu je zdaj nekako odvrnil to medijsko pa pozornost javnosti in tako dalje stran v Franciji od teh rumenih telovnikov. Sam jo je poslabšal. Zaradi tega, ker velik del tega, proti čemur se rumeni telovniki pritožujejo, je vprašanje imigracije. In to, da je Macron, kot pri nas Šarc, dal podpisati ta kompakt iz Marakeša, je v Franciji že takoj bilo negativno obravnavano strani tudi rumenih telovnikov. To se pa hoče reči, da se bo platforma zdaj iz trošarin, pa boja za recimo, povišanje te minimalne plače, platforma teh rumenih telovnikov zdaj širila, kako? Ja, seveda, ker to, kar se je zgodilo v Strasbourgu, je pika na i, tega revolta, ki se imate podobno tudi v Ameriki, tega revolta zoper neobrzdano imigracijo, ki povzroča kriminal, ki tudi niža produktivnost francoske družbe. Tako da je rekel profesor Petrič predvčerajšnjim sva bila skupaj, je rekel, da Francije take, kot jo on pozna, ni več in to je res. Upamo lahko vsi za dobro naših francoskih prijateljev, ker smo vendarle v isti zvezi, da se jim ne bo v naslednjih mesecih odprlo še to tveganje, ki lahko hitro se vedno odpre v Franciji, in sicer ljudje, ki so na primer alžirskega, maroškega porekla, enostavno začnejo tudi svoj revolt in Pariz potem gori. To je napovedano. Ja, in to je najslabša varianta, ki se lahko zgodi. To je državljanska vojna. Potem je vse iz kontrole. In imajo Macrona, ki ni v stanju stabilno voditi zadeve in problem je pol ekstremen. Ampak zdaj, ko smo videli te posnetke, eni so opozarjali tudi na to, da je bilo precej nasilja, razbijanja teh trgovin in tako dalje. Zdaj, da to niso počeli rumeni telovniki, ampak nekdo drug. Vi ste, gospod Bošnjačič, vidim, že odkimavate nekaj, ste to spremljali bolj natančno. Ne, seveda, to se vedno dogaja ob robu. Imate seveda to ekstremno levo in ekstremno desno zadevo, ki je tudi abnormalna, ampak velik del tega ropanja po trgovinah, tako kot v Ameriki, kjer so bili riots, izvajajo črnci. In v Franciji tudi Arabci. Drugo besedo, če oni vlomijo v trgovino Apple, to gotovo ni protest, to je enostavno zato, da si pokradijo telefone. In zato je šlo v tem kontekstu tudi kako? Ja, zato je šlo, ampak to nima nobene zveze, čeprav so tako hoteli prikazati. To nima nobene zveze z rumenimi telovniki in z njihovimi protesti. Kaj pa te teorije, ki se tako pojavljajo na spletu, na družbenih omrežjih, o tem, da je pravzaprav ta teroristični napad v Strasbourgu šel na roko, zdaj oblastem Macronu v Franciji, ki je odvrnil pozornost. In naš kolega, ki ga vsi poznamo, je napisal, Bog ne daj, da se ne bo to kdaj izkazalo, da je celo bila ta stvar zrežirana. Ne, to pa sigurno ne. Jaz poznam Strasbourg. Strasbourg je leglo terorizma, največje leglo terorizma v Franciji, in ta Čekija, kako mu je ime, iz Neudorfa, se pravi Neudorf, kot ga pravijo Francozi v Strasbourgu, je čisto en delinkvent, multirecidivist, ki je kot veliko tem mu je enostavno išlo iz kontrole. Jaz se strinjam s sogovornikom. Hkrati tudi ponavadi sem vedno zadržan do teh teorij zarot, kjer ne bi bila država sama tako cinična, da bi ubila ljudi zato, da preusmeri fokus. Mislim, da je bistveno bolj banalno. Francija je tlela, vrela nekaj časa in dobili so nesposobnega človeka, ki zadeve ni znal urediti in jih še vedno ne zna urejati na noben način. In je ne bo znal. Ja, se kaže, nima nobene absolutne ideje, razen neke podkupnine dajati, ki pa bo samo še stisnila ekonomsko situacijo v Franciji, ne bojo pa rešila. Torej, če se spomnite nekaj tazga, kot smo imeli Križaniča za ministra za finance, pa Marka Kranjca za guvernerja Banke Slovenije, ki niso hoteli priznati, da imamo težave
dokler ni 5 milijard vsem v obraz eksplodiralo. Ja. To je ista neumna taktika. Vajen komentar me še zanima zdaj na dve, tri stvari, ki so pa povezane zdaj s tem, kar se dogaja v Franciji, pa za Slovenijo. Kako ocenjujete recimo reakcijo na eni strani slovenske javnosti, ne, ob teh demonstracijah, reakcijo oziroma slovenske medije in pa slovensko politiko? Ja, slovenski mediji so to kot običajno potvarjali. Malo manj, če je to Potvarjajo primer, v kakšnem smislu? potvarjali, da niso recimo prikazovali, da gre za terorizem, niso prikazovali, da je to v bistvu rasna zadeva v Franciji. Ne, govorim o rumenih telovnikih. A v rumenih telovnikih to pa nisem niti tako spremljal, ker jaz sem to spremljal po francoskih medijih. Jaz lahko rečem, da če je nekdo hotel dobiti kompletno informacijo, ne, je mogel pač iti do francoskih medijev, britanskih medijev in do najrazličnejših baz statističnih podatkov, kar kaže, da je nivo slovenskih medijev res ekstremno beden, če ne znajo niti osnovnih ekonomskih okoliščin pojasniti, kaj se v Franciji dogaja. Ampak kaj pa politika slovenska je bila pa leva, desna, ne, vse je bila pa zelo rezervirana, ne? Ne, morate vedeti, ne, Macron je eksponent Bruslja. Ne, in oni so ga hvalili tudi zaradi tega, ker so ga v Bruslu hvalili, ker so mislili, da bo z Merkelco skupaj ustvarjal neko Evropsko unijo in tako dalje. Ne. In zdaj se je to sfižil Merklovi, se je sfižil Macronu in naši fantje so, po mojem, razočarani, ker so stavili na napačnega konja. Ne, hočem reči, ni bilo kakšnih, kako bi rekel, neke diferenciacije ali pa nekih podpore ali pa ne podpore, recimo podobno, kot se dogaja zdaj recimo na primeru Katalonije, ne, ker so se neki slovenski politiki zelo angažirali pa zelo eksponirali, ne. V bistvu tekmujejo, recimo, kdo bo bolj ali manj podprl, ne vem, potencialno odcepitev Katalonije oziroma pač Madrid. Tukaj tega ni bilo, ne, v tem primeru. Ne, se vam pravim, to prihaja iz Brusla. Skupaj imenovalec vseh teh neumnosti je Bruselj. Katalonija je imela čisto eno posebno komponento, ne, in sicer osamosvojitev, ne, kjer se je začela debata, kako bivši predsednik Milan Kučan, ki naenkrat se polemizira z Madridom, naenkrat iz Ljubljane. Ja, in razcepla Španijo, medtem ko pač ne, tiste intimne odločitve bile take, kot bile. In zato je to zarolalo po politični sceni v Sloveniji bistveno bolje kot Francija. Hkrati pa mislim, da ljudje zelo malo spremljajo Francijo in jim je absolutno preveč abstraktno, kaj se dogaja. Mediji o tem ne znajo kakovostno poročati in večino ljudi je, ko pride do analize Francije v Sloveniji, popolnoma zgubljeni. Jaz razen sogovornika ne poznam nikogar, ki bi argumentirano lahko dajal analizo, kaj se v Franciji dogaja v vsakodnevni politiki. Dobro, bom zdaj spet na oglase, potem bi po koncu tega oglasnega bloka bi sam še prosil, da oblikujete neko kratko zaključno misel do konca oddaje. Okay. Dobrodošli nazaj v oddajo Faktor, pogovarjamo se o dogodkih v Franciji. Zdaj bi prosil svojega gosta za eno zaključno misel. Kratko zaključno misel, Rado, najprej ti. Jaz mislim, da dogodki v Franciji zelo resno opozarjajo ostale evropske države, tudi Slovenijo, da ne moraš v težave stiskati pod pokrov. Ta pokrov slej ko prej raznese in kot kaže, v Franciji bo škoda bistveno višja, kakor bi bile vse tiste reforme in nujni ukrepi po institucionalnem okvirju, ki bi normalizirali zadevo. Ta vlak je pobegnil, upajmo, da ne bo tudi nam. Gospod Zupančič, če vi? Ja, ne, moja teorija je vedno bila teorija o tihi razjarjeni večini. In ti rumeni telovniki so se izkazali za tako tiho razjarjeno večino, ki se je spravila na ceste. In to se pravi, velika razlika med Slovenijo in Francijo je ravno v tem, da oni se ne pustijo. Imajo to revolucionarno tradicijo iz 1789 in imajo manifestacije ves čas. Ne? Ko sem jaz enkrat omenil, da bi se
da bi ljudje morali manifestirati, potem sem bil pa že spodbujal. Še eno oddajo bomo uporabili. Ja. Najlepša hvala, Rado, hvala profesor Zupančič. To je bil današnji 216. francoski faktor. Mi pa se vidimo spet jutri v istem času in seveda ne pozabite, ni vseeno, kdo kaj reče.